Lep pozdrav, z vami Aleksandra Winkler, kot že veste, sem karmična diagnostičarka. Danes vam bom predstavila dva tipa ljudi glede na prvo čakro. Eni so družabni, v službi imajo radi sisteme, recimo v šolstvu, zdravstvu, vojska, kuhinja, tam, kjer je veliko interakcij, sodelovanja. Drugi pa imajo radi osamljene poklice, ker so kot nekakšen one-man band, recimo tajnica, ker dela neko zakulisno delo, ali pa tako kot jaz, ki sem večino časa sama v pisarni, razen takrat, ko sem stranko v terapiji 1 na 1. In tako, kot vidite, sem zdajle sama v tej čudoviti divjini. Če ste tip, ki ima rad družbo, ki se rad zabava, kjer je rad v interakcijah z ljudmi, pomeni, da imate močno aktivno prvo čakro. V drugem primeru pa, če ste človek, ki je rajši sam, nekako volk samotar, imate slabše delujočo prvo čakro. Naj vas potolažim, ne glede na to, a spadate v prvo ali v drugo skupino, vsekakor je vse v redu. Taki smo, taki se že rodimo. Nekaj pa je pomembno, pri ljudeh slabše delujočo prvo čakro, je pomembno to, da se v celoti ne osamijo, da ne zradirajo čisto vse ljudi svojega življenja in da le ohranjajo tistih nekaj stikov. Medtem, ko tisti z močno delujočo prvo čakro, prvi čakri, rečem tudi božansko sočutje, pa se včasih na negativnem aspektu držijo odnosa kot pijanec plota, samo zato, ker se bojijo, da bi ostali sami. Njihova izjemna želja biti sprejet, biti v družbi, jih lahko v negativnem pomenu pelje do te točke, da vztrajajo celo v toksičnih odnosih. V nadaljevanju videa bom govorila o dveh aspektih druge čakre. Kmalu spet z vami. Čao!